Lepo pozdravljeni, dobrodošli na razstavi Invader v Mednarodnem grafičnem likovnem centru ali na kratko v MGLC. Invader s svojim brezkompromisnim delovanjem, ustvarjalno zavzetostjo in zavezanostjo etičnim načelom ulične umetnosti že več kot 20 let intenzivno soustvarja njeno vedno pomembnejšo vlogo v kontekstu sočasne umetnosti. Invader je umetnik, posameznik, gibanje, aplikacija, igra in življenjski stil. Je fenomen na področju ulične umetnosti in je postal globalna umetniška zvezda. Razstavo raznih del na papirju si lahko s pomočjo videovodnika v slovenskem znakovnem jeziku ogledate tudi gluhi in naglušni, saj so v Mednarodnem grafičnem likovnem centru prvič na voljo za ogled Invaderjeve umetniške ideje, s katerimi igrivo in duhovito omrežuje svet. Kdo je Invader? Invader je anonimno ime umetnika, ki se je rodil leta 1969 v Franciji. Umetnik je pravi fenomen na področju ulične umetnosti in je v zadnjih 20 letih postal svetovna zvezda. Invader je svoje ime prevzel po igri Space Invader. To je ena najstarejših in najvplivnejših računalniških videoiger. Digitalno sliko videoigre je nato uporabil pri svojem ustvarjanju urbanih mozaikov po prestolnicah po celem svetu. Njegov mozaik je specifičen v tem smislu, da se povezuje s kulturo 70., 80. let, ko se je v bistvu začela uveljavljati tako imenovana digitalna slika oziroma računalniška slika, se pravi na nek način se je ta realnost, ki nas obdaja, prevajala s pomočjo računalnika. Tudi mi smo začeli gledati na stvari okrog nas v neki drugi ali pa s pomočjo neke druge estetike, ki je bila predvsem znana v računalniških igrah ali pa v prvih recimo animacijah, slikah, ki so se pojavljale na telefonih, skratka tako imenovana slaba, nizkoresolucijska slika 70., 80. let je bila tista, ki ga je na nek način najbolj inspirirala pri delu. Invaderjev likovni jezik je v bistvu tak arhaičen jezik, ki nas spomni na neko obdobje, ki je obstajalo, kot rečeno na naše v bistvu prvo seznanjanje z to digitalno sliko. In če se spomnite, kako veseli smo bili, ko se je v bistvu ta slika, ta resolucija na naših ekranih vedno bolj izboljševala. Tekmovali smo, kdaj bomo imeli nove telefone in kako bodo ti tako imenovani piksli izginjali iz naših zaslonov. No, on nas v bistvu vrača v tisti čas, ko so v bistvu piksli bili na nek način naš vsakdan in v njegovih delih je neka ta nostalgična nota po teh časih. Hkrati pa nam tudi v bistvu dela izražajo neko izjemno, bi rekel, igrivost in aplikativnost, da lahko s pomočjo parih pikslov, s pomočjo parih kockic ponazorimo v bistvu neke prizore iz trenutnega življenja ali pa iz neke sedanjosti, ki jo trenutno živimo. Ne da bi jo v bistvu skrunili, ampak da jo na nek način pogledamo iz te druge plati.
Motivi umetniških del na razstavi so pestri in raznoliki. Poleg videoiger poseben sklop predstavljajo grafike Rubik kubizma. To so posebne grafike, ki znane podobe glasbenih skupin, kultnih filmov in slike iz zgodovine umetnosti prikazujejo le s 6 barvami znamenite Rubikove kocke. Vaderjeve, bi rekel, ne toliko grafike, ampak druge stvaritve, predvsem slike oziroma objekti, ki jih dela s pomočjo Rubikovih kock, dosegajo na umetniškem trgu izjemno visoke cene, tudi čez $500 000. Seveda moramo pa upoštevati, da je za tem več kot 30 let dolga kariera umetnika. In Vajder je Ljubljano prvič obiskal že pred leti. Takrat je svoje mozaike razpršil po centru mesta, pa tudi v notranjosti gradu Tivoli, v katerem deluje MGLC. Nekaj jih je še danes na ogled v službenih prostorih stavbe. Skupaj z razstavo si jih lahko tudi ogledate. Vabljeni! Razstavo si lahko ogledate v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, ki se nahaja v Tivolskem gradu vse do sredine maja.